V zadnjem času smo tudi pri nas vse pogosteje priča varnostnim izzivom, za katere še ni sistemske rešitve. Spomnimo se samo na streljanje v izolski bolnišnici, pa groženj sodiščem, nasilje v šolah in te problematike so se lotili na mariborski prometni šoli. Tam izobražujejo tudi varnostnike oziroma varnostne tehnike. In lep pozdrav, gospod Turkova in gospod Pivec. Lep pozdrav. Za sam začetek morda, kako ocenjujete varnostno situacijo v Sloveniji? Še pred desetletjem na kaj podobnega v Sloveniji nismo bili navajeni. Videli smo po poročilih o dogajanju, naprimer v Ameriki, zdaj pa je ta realnost tudi pri nas. Ja, dejstvo je, da mi učitelji srečujemo se zadnje čase z nasiljem, ki sicer ne gre za streljanje ali pa za kakšno hujše nasilje, v veliki meri v šolah. Tudi eno raziskavo so napravili in izkazalo se je, da kar 60% anketiranih učiteljev resno skrbi situacija v šolah. Dejstvo je, da tudi šole kot vzgojno-izobraževalne inštitucije imamo varnostnike, to že samo po sebi nekaj pove. Drugače pa je res, da se v Sloveniji srečujemo s tistim, kar smo nekoč gledali po televiziji. Ampak iz malega potem zraste veliko. Če učitelji opazite, da so učenci, dijaki nasilni in med sabo in do učiteljev, verjetno potem nekaj letih ne bo daleč tudi kakšno streljanje na kakšni slovenski šoli. Ja, mi zmeraj pravimo, da je ničelna toleranca do nasilja. Po drugi strani pa včasih ugotavljamo, da ta toleranca ni ravno ničelna. Namreč, ne vem, pride do primerov, da se pridejo starši razburjati v zvezi z ocenami, v zvezi z ravnanjem posameznih učiteljev. In glede na to, da ni nekih sistemskih smernic, ki bi pač določali nek protokol, mi upravimo razgovore, torej poskusimo stvari zgladiti, dejansko pa gre to za tudi neke vrste nasilje. Po domače rečeno, požrete vse skupaj. Kakor kdaj, no. Ja. Gospod Pivec, kot rečeno, na vaši šoli izobražujete varnostne tehnike. Kakšno je povpraševanje po tem kadru? V tujini vendar smo navajeni, da naprimer so varnostniki praktično v vsaki manjši trgovini. Pri nas jih še ne opazimo, pa vendarle v javnih ustanovah praktično dan danes ne gre več brez varnostnikov. Ja, to je bila tudi naša ideja, recimo, ker v tujini pa ne zato, da bi hoteli prenesti sem, da morajo biti varnostniki vse posod, ampak gre se za to, da varnostnik, pa tehnik varovanja, katere mi izobražujemo, mora nekaj predstavljati. Ima neka pooblastila in v neki dani situaciji mora res trezno premisliti, kako bo reagiral. In mi smo mnenja, pa tudi izkušnje iz tujine kažejo, da nekdo, mogoče delam krivico malo, ampak vseeno 14-dnevni tečaj verjetno ni prav dovolj za to, to se je tudi izkazalo večkrat pri nas. Zaradi tega smo to mi predlagali, da bi se to izobraževanje izvajalo. Smo tudi pripravili v sodelovanju z Finsko, Nemčijo, Nizozemsko tale program. Pri nas so tehniki, 4-letni program, se pravi so nekaj več, bomo rekli, niso čisto navadni varnostniki, ampak imajo tudi vsebine z področja videonadzornih sistemov, alarmnih sistemov, veliko poudarka na požarni varnosti in pa tudi veliko imajo, rekli, samoobrambe, se pravi športna vzgoja poteka nekoliko drugače za njih, tako da recimo, da res dijaka vzgojimo v ta poklic. Prej sem že omenil, da nekako ni sistemske rešitve, nekako skrbi za varnost v javnih ustanovah, tudi konec koncev na šolah. Vsaka inštitucija, vsak zavod to rešuje po svoje. Kako so pri tem uspešni, po vašem mnenju? Kaj opažate? To je ravno to, kar bi mi želeli izpostaviti. Dejstvo je, da na sistemskem nivoju so predpisi in pravila, tudi imamo organizacije na organizacijskem nivoju, predpise, ocene tveganja, da imamo tudi, ne vem, hišne rede, domske rede, pravila obnašanja, vendar se meni zdi najbolj pomembno, da vzgajamo, tako kot je Benjamin omenil, da vzgajamo dijake v smislu ničelne tolerance do nasilja. In vsaka šola pač po svoje rešuje probleme. Neke stvari so sicer zapisane, ampak
od situacije do situacije je odvisno, kako se v posamezni situaciji reagira. Pa se obrnejo morda inštitucije, zavodi, javne, kot tudi zasebne, tudi na samo šolo po kakšne informacije, ali vendarle so podjetja, ki se ukvarjajo z varovanjem oseb in premoženja, tista, ki recimo igrajo glavno igro pri tem, kakšna bo strategija v posameznem podjetju? Ja, zdaj direktno na nas kot šolo, mi do zdaj tega primera nismo imeli, da bi se obrnili na nas. Ja bom rekel tako kot povedala gospa Turk, v bistvu zaenkrat je tako, vsak se znajde za sebe, kak se ve in zna in reagira na situacijo, ki pač nastane na šoli. Tako kot smo mi, ne. Poskušamo neko pomoč dobiti tudi, bomo rekli, od našega ustanovitelja, ministrstva. Tukaj je stvar, bomo rekli, bolj tak, kot primer, če lahko navedem, ne da bi bila tako pereča varnostna situacija, ampak vseeno smo zaprosili za varnostnika, vsaj v popoldanskem času, ker pri nas je tudi dijaški dom. In takrat je manj zaposlenih prisotnih in sploh zdaj v zimskem času, pa zdaj proti novem letu, se dogajajo različne stvari. Ampak ministrstvo nam plača varnostnika za 2 uri na dan, ampak med časom pouka. Takrat, ko smo vsi prisotni, zaposleni v bistvu. Ne pa takrat, ko je bil realno potreben. Tako. Okroglo mizo, kot rečeno, pripravljate na tematiko ravno te varnosti. Zanimive goste boste povabili na okroglo mizo. Ja, tako kot smo že prej sem omenila, da vrtičkamo, vsak skrbi za varnost v svoji organizaciji, kljub temu, da so predpisi jasni, da so napisani, ampak se vemo, beseda je le beseda. Zato smo se nekako odločili, da povabimo gospoda Miklavčiča, tega torej nekdanjega vodjo obveščevalne službe in predavatelja na Fakulteti za varnostne vede. Ta tudi svetuje zdaj v izolski bolnici, kako ravnati. Potem smo z namenom, da torej mi kot uporabniki ali pa kot eventualni prostori, kjer se lahko izvede nasilje, smo povabili predstavnike iz UKC Maribor, potem smo povabili predstavnike mestne občine in pa zavetišče za brezdomce, da še tudi to, ker so pač v našem lokalnem okolju. Poleg tega smo pa povabili tudi predstavnike varnosti Zbornice za razvoj slovenskega varovanja in pa predstavnike torej varnosti kot pač podjetja, ki izvaja varovanje in pa seveda predstavnike Policijske uprave Maribor. Ne da bi toliko teoretizirali na okrogli mizi, ampak da bi skupaj lahko poiskali, katere stvari so pa že obstajajo, torej primere dobre prakse in da bi potem mogoče vsaj na nivoju mesta Maribora ustvarili ne ravno protokole, ampak neke vrste smernic, kako v tem ravnati. Poleg tega bodo pa poslušalci tudi naši dijaki, 3. in 4. letnikov, tehniki varovanja, ker se mi zdi prav, oni bodo tisti, ki bodo potem torej ta poklic opravljali, da so na tekočem, ker če ne govorimo o nasilju, to še ne pomeni, da nasilja ni. Pa vendarle, nas mora že biti strah oziroma skrbeti, glede na te pojave, ki se, konec koncev izolska bolnišnica, nasilje na šolah, je že zaskrbljujoče, zelo zaskrbljujoče? Pravzaprav bi jaz rekla, glede na to, da smo pač učitelji, da je treba gledati dobro, da je treba vzgajati v dobrem duhu, da ni zaskrbljujoče, ampak moramo biti pripravljeni. Tako. Včasih so rekli, nič nas ne sme presenetiti. Tako. In naj to tudi drži. Najlepša hvala za vaša pojasnila in uspešno pri izobraževanju in seveda pri vašim dijakom, potem, ko postanejo pravi varnostniki in varnostni tehniki pri varovanju našega življenja in pozdravja. Hvala lepa. Hvala.